Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci. Kot smo že napovedali, občina Sveti Tomaž praznuje 20. občinski praznik. Veliko dogodkov so ob jubileju pripravili, ki jih bo danes predstavil tamkajšnji župan Mirko Cvetko. In seveda nam bo tudi povedal, kaj se dogaja v sosednji občini Sveti Tomaž. Lepo pozdravljeni, gospod Mirko. Lep pozdrav vam v studiu in pa seveda vsem vašim gledalkam in gledalcem. Tako najprej vas seveda želim vprašati glede na splošen preplah, kar se tiče vašega zdravja, je boljše sedaj? Vsekakor se je stanje umirilo. Računam, da bo tudi ta občinski praznik prinesel še več energije in da bomo normalno lahko delovali, kljub temu, da so me malo prestrašili. Ampak gledajte, tudi to v življenju mora priti, morda tudi zaradi tega, da se zavedamo, kako ni vse samoumevno in da kako hitro lahko kakšna stvar koraka v naše življenje in nam prekriža neke načrte, za katere mislimo, da ni mogoče, da se spremenijo. Lepo ste povedali, da torej tudi občinski praznik vam bo dal tako vam kot vsem vašim občanom novi zagon, novo energijo, kajti dejansko ste nešteto dogodkov pripravili. No, preden torej bova nekako razčlenila in predstavila vse te dogodke, pa kakšno je vzdušje sicer v Svetem Tomažu? Lahko trdim, da je vzdušje potomažovsko prijetno. Vse te dogodke, ki se nekako odvijajo tudi v tem letu, sprejemamo z veseljem, tudi kar se tiče naših občanov. Vesel sem zaradi tega, ker se praktično zdaj, poleg tega praznovanja, o katerem bova govorila, odpirajo letošnje investicije. Tudi to za naše občane veliko pomeni. Namreč vsaka pridobitev, ki se zgodi, šteje in za vsako pridobitvijo, ki se zgodi v naši občini, smo vsi brez izjeme izredno veseli. Tudi jaz kot župan, zato se res pred tem 20. rojstnim dnevom, če lahko tako rečem, veselim tudi teh pridobitev v letošnjem letu. Vsekakor pa ne smemo pozabiti, da se je v teh 20 letih toliko stvari zgodilo, zaradi katerih moramo praznovati in biti veseli. Tako. No in kaj izmed investicij bi izpostavili, recimo, če narediva en pregled, recimo, za minulo leto? Vsekakor je naša občina ena tistih, ki še vedno potrebuje vlaganje v infrastrukturo. Se pravi, gre za ceste, gre za vodovode, še vedno so tu na tem področju deficiti, predvsem pa potrebno vlaganje, brez katerih bi bila kvaliteta življenja naših občanov seveda precej drugačna. Tudi v lanskem letu smo naredili tu velik preskok. Ne smemo namreč pozabiti, da se v zadnjih letih vedno bolj soočamo z temi različnimi naravnimi ujmami, ki pustošijo pravzaprav te naše ceste, to našo infrastrukturo. In moje prepričanje že vseh teh letih, kar delujemo kot občina, je vedno bila nekako v tej smeri, da je potrebno čim prej postoriti, da bo v občini čim manj makadama. Namreč makadamske ceste so rak rana teh naših vremenskih razmer. Po vsakih neurjih, ki jih doživljamo, se tu naredi največ škode. In če smo že govorili o minulem letu, v lanskem letu smo skoraj 4 km cest sanirali, obnovili, modernizirali. Tudi v tem letu nadaljujemo s tem trendom, ampak še enkrat rečeno, kljub temu, da imamo preko 100 km cest, nekako ne moremo priti do tistega željenega konca, ko bi lahko rekli, vse ceste imamo asfaltirane. Nekaj še nam manjka, v naslednjih letih bo to potrebno postoriti in kakorkoli kdo trdi, kljub temu, da sem znan kot župan za ceste, cestni župan, gledajte, v naši občini je to bil problem in je še vedno problem prve vrste. In jaz pravim, zadovoljen občan bo takrat, ko bo imel urejeno cesto, vodovod, širokopasovni internet, elektriko, kaj več od tega pa v vasi že težko postorimo. Tako da, ko bomo ta področja postorili na vseh nivojih, do vseh naših gospodinjstev, takrat bom kot župan zelo, zelo vesel. Ja, povedati je treba, da je dejansko vaša občina zelo
razpotegljena, ne, kot rečemo po domače, tako da ni enostavno s temi cestami, ne? Ravno to je problem. Naše vlaganje v cestno infrastrukturo in pa na splošno infrastrukturo je zaradi te redke poseljenosti velik finančni zalogaj. Če samo gledamo gradnjo vodovoda, ki je pravzaprav prioriteta za življenje ljudi na vasi, je to vlaganje, ki je nepojemljivo glede na neko vlaganje na tem področju v mestnih, urbanih naseljih, ne. Zato jaz vedno trdim, da je financiranje občin tudi iz tega stališča gledano nepravično, ne. Ne moremo se kosati z nekim naseljem, kjer je v nekem ozkem, strnjenem naselju 300-400 prebivalcev, mi pa imamo te iste prebivalce na področju 5 ali pa 10 kvadratnih kilometrov. Se pravi, gre za neprimerljivo vlaganje, neprimerljive stroške, ampak z dobro voljo, z nekim entuziazmom, ki smo ga imeli in ga še vedno imamo, poskušamo preskočiti te vrzeli in poskrbeti za to, da bi tudi na takšni občini, kot je Sveti Tomaž, bili vsi deležni prepotrebnega razvoja. Na vsakem primeru je vzdušje dobro, ne? Vsaj, ko pridemo k vam, ne? Človek se vedno tako dobro počuti v Svetem Tomažu. Je ena taka posebna energija. Ste to ljudje ali je to naravna danost? Sveti Tomaž je od nekdaj veljal za prijazno občino, ne? Moram priznati, da smo od nekdaj bili tudi zelo povezani z župnijskim praznovanjem oziroma župnijskim življenjem in že duhovniki, ki so delovali na našem področju, so znali v preteklosti povedati, tukaj pri Svetem Tomažu je biti čudovito župnik, ne? Se pravi, ne samo zato, ker bi bil župnik kot takšen v kraju, ampak zato, ker so prijazni, vredno, dobri ljudje. In tudi sam kot župan v teh 20 letih, kar sem župan pri Svetem Tomažu, lahko rečem, kaj vse slišim od življenja in pa dela posameznih županov po bližnjih občinah, lahko rečem samo to, da imamo čudovite občane, da smo lahko zelo ponosni na nje, predvsem pa, kar je zelo pomembno, da znajo razumeti in sprejeti to, kar nudimo. To se mi zdi najbolj pomembno, kaj nam potrebujejo tudi vse investicije, ne vem kakšno vlaganje, če ljudje tega ne bi bili zadovoljni, ne bi tega sprejemali. Pomembna je ta sprejetost in vedno na vseh korakih, vseh teh 20 let, tudi že prej, ko sem bil predsednik krajevne skupnosti, smo pravzaprav nekako prisluhnili ljudem, kaj si želijo, katera so področja, na kateri se naj vlaga. In če to delaš, če na tak način pristopaš, potem zadovoljnost občanov ne izostane. Na vsakem primeru je torej vzdušje dobro, morda da osveživa malo spomin, koliko kvadratnih kilometrov je torej velika vaša občina, koliko vasi? Torej pri nas je občina velika 38 kvadratnih kilometrov, gre za precej velik obseg. Prebivalcev pa nas je trenutno nekaj manj kot 2000. Ko smo postali občina, spomnimo nazaj pred 20 leti, nas je bilo 2250. Zadnje štetje je pokazalo, mislim, da 2, 3, 4 občane manj kot 2000. V tem trenutku je seveda težko reči, ali je to točno 2000 ali že kaj preko. Sem pa vesel, da pa po številu otrok v vrtcu nekako število prebivalcev raste. Kar imamo nekaj primerov priseljevanja, pa tudi mladih družin, ki se na našem območju ustvarjajo svoje družine. Morda je tudi to, verjamem, da je vsekakor na tem veliko resnice. Mi smo v 3. sprejemanju prostorskega načrta, kjer smo prisluhnili željam naših gospodinjstev, naših družin, glede umeščanja v prostor zazidalnih parcel, kar smo seveda posredno omogočili, da so si mladi lahko začeli ustvarjati svoje domove ob svojih domačih družinskih hišah oziroma jih nadgraditi in pa širiti obstoječe stanovanjske objekte. To se mi zdi izredno pomembno, kajti umeščati mlade družine na nekem zemljišču, jih tam spravljati v neki skupek, kot se marsikje to dogaja v primestnih občinah, se mi na takšnem urbanem, čudovitem kmečkem področju, kot je Sveti Tomaž, ne zdi smotrno. Če pa se te družine nekako zadržijo v sklopu svojih družin, svojega območja, in tam širijo svojo družinsko zavetje, potem je to tisto, kar šteje. In vesel sem,
da se po vseh teh letih to spreminjanje prostorskega načrta prijelo, predvsem pa rodilo tudi sadove, ki smo si jih vsi želeli. No, vsekakor je obrodilo sadove, glede na to, ker Sveti Tomaž ima dejansko veliko lepih novih hiš, ne, obnovljenih, tako tudi na pogled, ne, je to seveda doživljajska stvar, ne? Vsekakor, če gledava razna območja naselij, v katerih živimo pri Svetem Tomažu, jaz se spomnim nazaj 40 let, kako so izgledali naši vrhi, kako radi po prleško rečemo, ne. Bilo je precej bolj revno, ne. Ta razvoj ni bil zavidljiv, kot so mogoče kje v drugih občinah, bogatejših občinah, bili že takrat deležni nekega razvoja. Toda v teh letih se je marsikaj spremenilo in kot sami rečete, če se peljemo danes po teh različnih vrhovih, od Savskega vrha, Koreškega vrha, Rakovskega vrha, znani smo potem, da imenujemo posamezne zaselke kot vrhe, lahko vidimo, da rastejo čudovite hiše, vikendi, se pravi, gre za neko življenje mladih, ki si tukaj ustvarijo življenja in to se mi zdi, da najbolj šteje. Sem tudi zagovornik teh raznih večstanovanjskih objektov, na katerih v zadnjem času kar veliko delamo in bodo nekako doživeli luč sveta v naslednjem letu, dveh. Ampak še enkrat, prioriteta se mi zdi ravno to, da se razvija periferija, da se razvijajo naše vasi, naši vrhovi, da rastejo nove hišice in to je tisto, kar v kraju najbolj šteje. No, sedaj, ko ste to povedali, vsak zelo dobro razume, kako pomembne so ceste, ne, ki vodijo torej do teh novih domačij, pa tudi vsa ostala potrebna infrastruktura komunalna, ne? Glede, ko smo poskrbeli za gradnjo širokopasovnega interneta, ko smo po vseh teh vrhovih zgradili asfaltne ceste, pravzaprav, da ne pozabim omeniti še vodovoda. Marsikdo, ki je prišel k nam iz nekih urbanih naselij, mesta, Ljubljane, pa ne vem, ki še vse, pravi, pa poslušajte, vi imate več, kot ima mesto. Marsikje v mestu še ni širokopasovnega interneta. Tukaj pri nas imamo praktično vse. In za življenje mlade družine, ki je povezana z neko tehniko, z delom od doma in tako naprej, je pravzaprav v naši občini poskrbljeno v 100%. In zdi se mi zelo pomembno, da smo temu sledili. Seveda pa smo na račun tega marsikatero investicijo mogli pozabiti, namreč vse se pa res ne da. Danes marsikdo očita, tam imate zgradbo stare šole, ki se vam podira, pa še kakšna stvar je, res je. Ampak če bi nekako plasirali sredstva, proračunska sredstva za te investicije, pač na nekih drugih segmentih tega denarja ne bi bilo in ne bi mogli tega postoriti. Vsekakor pa se mi zdi prvenstveno najbolj pomembno, da poskrbimo za naše družine po naših vaseh, da bodo lahko znosno živeli, predvsem pa kvalitetno živeli, kar se mi zdi v tem 21. stoletju izredno pomembno. No, to pomeni, da ste obrali dobro pot, ne, in dobro vizijo imate za razvoj svoje občine. No, v vsakem primeru, torej veliko mladih ostaja na podeželju, hvala Bogu, ne. Zdi se mi, da nekdo, ki je Tomaževčan, ne, Tomaževčan, ko je na svojem domu, da težko odide, ne, iz tega svojega domačega sveta. Vsaj, kar jaz poznam ljudi. Res je, kar nekaj mladih poznam, tudi takšni, ki sem jih imel čast poročiti, so vedno znova nekako živijo z prepričanjem, radi bi ostali v tem kraju, radi bi ostali pri Svetem Tomažu. Če ravno imajo službo v neki oddaljenem kraju, Ptuju, Mariboru, v nekih okoliških mestih, se zavedajo, da pa je življenje družine kot takšne na takšnem področju, kot je Sveti Tomaž, zelo pomembno, predvsem pa zelo prijetno. Namreč imamo zagotovljeno tako otroško varstvo, vrtec, za starejše imamo dom. Vsekakor tiste stvari, ki so za družine pomembne, so v tem kraju. Ne smemo pozabiti tudi te manjše storitve, za katere trdim, da so izredno pomembne. Imamo lekarno, marsikatera občina je nima. Imamo fizioterapijo, tudi tega marsikateri občini ni. V glavnem lahko bi naštevala kar nekaj stvari, s katerimi se lahko nekako kitimo,
na katere smo ponosni, je pa seveda tudi to vse skupaj rezultate dobrega sodelovanja z temi našimi tremi občinami. Jaz pravim, da smo to triperesna letelica, ki zna stopiti skupaj vse takrat, ko gre za pomembne odločitve. In ravno zaradi tega dobrega sodelovanja smo v teh 20 letih naredili vse te lepe zgodbe, ki pravzaprav štejejo vsem nam. Tako. Verjamem, da boste glede na vse to, kar ste povedali, kar sva povedala, veselo praznovali, ne? Ta vaš občinski praznik, ki je 20. to sovpada torej za samostojno občino. Res je, v letošnjem letu pravzaprav je spomin uzret v letu 2006, ko smo v jesenskem času z posebnim veseljem, posebnim entuzijazmom, predvsem pa upanjem v lepšo prihodnost praznovali pravzaprav začetek naše občine Sveti Tomaž in s tistim trenutkom se pravzaprav vsa zadeva začela. Danes, ko gledam 20 let nazaj, prvič, kar je pomembno reči, skoraj ne morem verjeti, da je tako hitro minilo. In če se postavimo pred ogledalo, pa se moram verjeti, da je 20 let minilo, se tudi drugače zgledamo, kot smo pred 20 leti. Ampak mogoče smo bolj modri, mogoče smo polni nekih izkušenj, ki pa zopet niso zanemarljivi. Upam, da jih bomo dobro znali unovčiti, predvsem pa narediti še kaj dobrega za to, da bi kraj kot takšen tudi po 20 letih občine dobro živel. No, glede na to, da ste tudi ves ta čas vi župan, ne, verjamem, da boste še, ne, torej kandidirali. Ja, odločitev je bila, da bom nekako poskušal še en mandat oddelati, če bo zadeva šla v tej smeri, tudi kar se tiče zdravja, da se ne bi zadeva poslabšala. Vsekakor je še kar nekaj projektov, ki si jih želim, da jih dokončamo. Če pa bodo občani rekli, da si želijo spremembo, pa ni problema, v tem primeru se bom človeško upokojil in potem živel življenje, kot ga živijo upokojenci. No, povejte nam še morda to, kakšni so bili občutki pred 20 leti, ne? Vi ste sicer bili predsednik krajevne skupnosti takrat, ne? Ampak kako ste stopali takrat na to župansko pot v samostojni občini, vse je trebalo sponova od začetka, najbrž ni bilo enostavno, ne? Lahko rečem, da največjo moč in pomoč, ki smo jo imeli takrat, posebno jaz kot nekako gonilna sila tistokratnega, bi rekli, vzpostavljanja nove občine, so mi bili sosednji župani, predvsem tistih občin, ki so že to pot dali skozi. Njihova podpora, predvsem pa informacije, ki sem jih dobil iz prve roke, na kak način to vse skupaj deluje, na kak način pravzaprav lahko z gotovostjo trdim, da nam bo boljše, mi je vlilo volje, predvsem pa tistega potrebnega entuzijazma, s katerim sem sam, kolikor je bilo mogoče, prepričeval občane, da vendarle naj se odločijo, da gremo na svojo pot, saj nam bo boljše, predvsem pa bo tudi razvoj bistveno drugačen. Imeli smo kar nekaj težav z nasproti mislečimi, ki pač niso bili za to, da občina postane, da krajevna skupnost postane občina, ampak gledajte, vse to nikomur nisem zameril. Verjamem, da je bilo tudi to razmišljanje pač zaradi neke nevednosti, namreč glede financiranja občin, seveda je to informacija, ki ni bila dana, da bi o njem vedel vsak vse. Tudi jaz takratni zelo zelen politik, o tem nisem vedel vsega, ampak še enkrat rečem, ob sebi smo imeli ljudi, ki so nam pomagali, ki so nam svetovali in danes sem res v prvi vrsti hvaležen njim, tem sosednjim županom, ki so razumeli, kaj si mi želimo, seveda pa našim občanom, ki so z veliko večino na referendumu rekli da in s tem omogočili, da smo sploh prišli do občine. No, vmes ste tudi magistrirali, dokončali šole, ne? Tako da tudi zato vam treba čestitati, poleg vsega dela, vodenja občine, je to kar zahtevno, ne? Ja, vsekakor je to nekako ena taka, bi rekli, jagoda na torti, če lahko tako rečem. Pri 50 letih se odločiti za študij magisterija je
za koga malo tak, ne. Ampak ne vem, odkot sem imel to voljo, res sem se počutil kot mladenič, ki želi to šolo dokončati. Vpisal sem se v tej novi univerzi v Kranju v smer javne uprave. Namreč trdim in tistokrat sem bil trdno prepričan, da brez nekega bolj širšega poznavanja delovanja javne uprave, tudi v sklopu občine, je težko delovati, ne. Zelo dobro je, da imaš na tem področju čim več znanja. To je tisto, kar ti nihče ne more vzeti, in če ravno mi ta izobrazba ni prinesla nekega napredovanja, sem župan in to bom ostal, dokler bom, kaj drugega najbrž v življenju več ne. Ampak gre pa za pomembno izkušnjo, preizkušnjo, na katero sem ponosen. Ponosen tudi zaradi tega, da sem dal skozi času tega študija, ki je trajal 7 let, zelo bogate izkušnje in se vsaj v teh letih, še ravno v zrelih letih, počutil kot mlad študent. No, pa znanje ste si gotovo pridobili potrebnega, ne, za vodenje občine. Tako predlagam, da v nadaljevanju torej predstaviva vse te vaše dogodke. V nedeljo 21.6. se vse skupaj začne, ne, in sicer z regijsko tekmovanje v orientaciji bo, ne, tako da gasilska regija, ne, bo to pripravila in to bo torej štart dogajanja. Gasilska orientacija je pravzaprav prisotna v naši gasilski zvezi že nekaj let. Tradicionalno se organizira v prostovoljnem gasilskem društvu Pršetnici. No, v letošnjem letu pa je padla odločitev, da pa bi organizirali regijsko tekmovanje v orientaciji, kar je seveda izredno velik zalogaj. Naj povem, da bo na prizorišču tega dogodka preko 500 nastopajočih. Vsa zadeva se bo odvijala v sklopu šotora, kulturnega doma in pa športnega igrišča pri Svetem Tomažu. Še enkrat rečeno, gre za velik zalogaj, organizacijski zalogaj, na katerega verjamem, da smo lahko ponosni. Gasilci bodo to speljali, jaz rečem po domače, v nulo, saj imajo na tem področju kar znanja, predvsem pa tudi pomoč, ki je potrebna strani drugih gasilskih zvez, ki s svojimi nasveti in drugače pomagajo. Tako da gre za pomemben dogodek, ki je noviteta v našem praznovanju občinskega praznika, ampak tista prava otvoritev občinskega praznika pa potem sledi v naslednjih dneh. No, potem bo tudi 40. tradicionalno srečanje upokojencev, to je medobčinska zveza, ne, to poznamo ta dogodek. Potem bo v četrtek 25. pohod od Meška do Cankarja, to bo tudi zanimivo, ne. Kulturno društvo to prireja? Tako je, kulturno društvo Frank Xaver Meško letos prireja ta dogodek, tradicionalno vsako leto. Še enkrat pa, kot že rečeno, gre za dva pomembna občana, duhovnika, pisatelja Franka Xavera Meška in pa Stanka Cankarja, na katerega imena smo zelo ponosni in v njuno čast pravzaprav se prireja ta pohod, ki ga bomo izvedli, kot že zapisano, najprej do družine Meškovih v Ključarovcih, Gornjih Ključarovcih, tam bo sledil kulturni program, potem pa do obnovljene, prenovljene rojstne hiše Stanka Cankarja v Savcih, kjer sledi zaključek tega lepega druženja z pogostitvijo. Mogoče danes povabim vse ljubitelje domačih pogač, naj pridejo pa jih probajo iz domače krušne peči. Naši domačini jih bodo pripravili za vse, ki se boste udeležili tega. Obeta se lepo vreme, tako da upam, da bo ta dogodek lepo sprejet. To pomeni, da lahko pridemo tudi od drugod ali samo za vaše občane? Dogodki so odprti za javnost, tako da nikogar ne bomo odslovili. Vsi bodo lepo vabljeni oziroma lepo sprejeti, pa za vsakega bo kaj. No, v glavnem ob 9. Torej, v četrtek 25. junija ob 9. pred občino Sveti Tomaž se dobijo, ne. No, potem ste rekli slovesni vstop od 20. občinski praznik. To je pri vas nekaj posebnega, ne, kot eno otvoritev imate, ne?
To je pravzaprav slovesni začetek praznovanja. To smo pravzaprav pričeli kar od samega začetka, ko smo z občino začeli. Gre za srečanje vseh delujočih društev v naši občini, klubov, ustanov, šole, vsi, ki praktično tako ali drugače delujejo na našem področju, se udeležijo tega dogodka, seveda tudi naši občanke in občani, drugače, ki niso vključeni v društva. Pri osnovni šoli se vedno dobimo, letos nas bo spremljala pihalna godba iz Središča ob Dravi. Tam se bo formiral ešalon pod taktirko naših gasilcev in potem bomo pod koračnico naše pihalne godbe iz Središča počasi prešli do šotora, do večnamenskega prostora, tja ponesli zastavo in grb v rokah naših najmlajših fantov in deklet, jih postavili na prireditveni prostor in tako simbolično odprli praznovanje 20. občinskega praznika. No, to je tudi običajno zelo lep trenutek oziroma čas, ne, smo že imeli pač možnost biti zraven, torej ta promenada vseh članov, vseh društev, lepo, ne? Dejansko svečano, tako kot je treba. No, to bo potem v petek, 26. 27. sobota, pa prinaša drugi dobrodelni tek, ki ga prireja društvo Čarosmeh. No, o tem nam bo več povedal Luka Lovrec, ki bo naslednji gost. Sicer pa potem boste pekli čevapčiče, kot vidimo, ne? Za konec pa bo v soboto 27. veselica zvita feltna. Tako je ta dogodek, čevapčijada, je pravzaprav tudi tradicionalni dogodek, ki se že odvija nekaj let. Naj povem, da gre za idejo mladih gasilk in gasilcev iz prostovoljnega gasilskega društva Koračice, ki so prišli z to idejo nekega dne na občino k meni z vprašanjem, kaj si jaz mislim o tem, ali bi bilo to smiselno narediti ali ne. No in že takrat mi je nekako zadišalo po tistih pravih čevapčičih. Tomaževskih, ne? To niso srbski čevapčiči, bosanski. Tomaževskih, tudi z našega materiala narejen, pri domačih mesarjih, kupljeno meso in tako naprej. Vsekakor gre za lep dogodek, ki povezuje mnoge ljubitelje pečenja čevapčičev, in ko se to v šotoru zberejo, ko imamo tam po 15-20 ekip, ki peče čevapčiče, iz vseh peči se kadi, nekako dobiš občutek, da si nekje na Baščarši ali ne vem kje, kjer močno diši po samih čevapih in podoživljamo tisto, kar smo pravzaprav nekde podoživljali v teh naših južnih državah, kjer smo s posebnim veseljem doživljali to njihovo radost pečenja. Zato res vabljeni vsi, ki ste ljubitelji to vrstnega, tako več teh naših domačih čevapčičev, da se udeležijo tega in izkusijo kvaliteto tega pečenja. Ne povem, da gre za tekmovalni del, da se letošnje leto tekmuje v dve smeri, in sicer bodo nagrade razdeljene najprej na predlog strokovne režije in pa druge nagrade, ki bodo podeljene na predlog javnosti, se pravi prisotnih vsi, ki bodo pač tam imeli možnost glasovati o tem. Najprej poskusiti in potem, ne? Seveda, vsekako poskusiti. Koliko skupin je prijavljenih, že vam je znano? Nekaj podatka pa ne vem. Nekaj verjetno bo, tako da bo treba kar, ne? Sigurno. Kar malo pojesti čevapčičev. No, to se bo pričelo ob 15. Večina teh dogodkov torej se bo dogajalo v prireditvenem šotoru, razen dobrodelnega teka na igrišču, ne, v Sveti Tomaž. To nihče ne more zgrešiti, ne. Kot sem povedala, Luka Lovrec je glavni